Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi SIST podcasta. Danes je z mano magister Albert Korošec, direktor podjetja Kreal. Gospod Korošec, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Pa mogoče za začetek, če našim poslušalcem in gledalcem poveste, s čim se pravzaprav vaše podjetje ukvarja? Ja, v osnovi smo inženiring podjetje, to pomeni, da razvijamo projekte na ključ tudi. Seveda pa smo zraven razvili neke veje, odnosno družine proizvodov, ki se tičejo predvsem s poudarkom na zunanje opreme, to pa zaradi tega, ker smo tudi izhajali iz aluminija in smo tam videli priložnost, ker je zelo trpežen, trajnostni material za to. Iz tega so nastala seveda razna športna oprema, igrišča in vedno pa je bil vizija ali naš koncept temeljil na tem, da razvijamo tudi interaktivne zgodbe. Zato, ker se nam zdi, da smo zdaj pač v dobi tega, ko mladina uporablja mobilne telefone in bi ta dva svetova radi povezali. Super. Kako ste pa pravzaprav naleteli na standarde? Zdaj jaz vas v bistvu poznam, ker sem enkrat med službo šla pač na sprehod in videla igrala, kjer sem videla, da je navedeno na otroških igralih standard SIS-TN 1176. In tako sem jaz v bistvu spoznala podjetje Kreal. Zdaj pa, kako ste se v bistvu zapletali standardi, če lahko temu tako rečem? Standardi so bili sestavni del mojega dela tudi v prejšnjih zadevah, ker sem prejšnjem delu kariere bil predvsem informatičar in je ogromno stvari, kjer pač moraš gledati skladno, zato ker pri kompleksnih zadevah je vedno pač povezljivost tista, ki ne moreš reševati iz glave. In takrat rabiš neka navodila. Za nas so pa standardi tudi dobra praksa. Nenazadnje, ko razvijamo nove zadeve, nam to veliko pomaga, na kaj moramo paziti, kaj so tiste ključne zadeve. Iz vidika varnosti plus neke druge logike, recimo, ne? No, pa tudi... Če damo dizajn, recimo, nekdo si predstavlja, da je to popolnoma spuščena domišljija, ne, pa ravno ni tako, ne. Dizajn je že ena faza naprej, ko je treba razmišljati tudi o izvedljivosti, recimo, ne. No, pa tudi verjetno, če nekaj naredite po standardu in če želite ta izdelek, produkt prodati v tujino, vas ne rabi skrbeti, če bo tam v redu, če bo šlo skozi, če lahko temu tako rečemo. Dobro, neke so seveda zakonodaja pa tako določa, ne, ampak pri nas se to še sicer malo šepa na določenih področjih, eni so, pa tudi standardi se močno razlikuje. Evropa še ima nekaj približno enako, če pa gledamo malo nazven, Amerika, Avstralija, recimo ima popolnoma druga pravila, ne. Seveda, ja. No, prej sem omenila, da sem opazila na v bistvu parkcu vaša igrala. Kdo so vaše stranke načeloma? So to bolj občine, vrtci, šole ali je čisto različno? Za koga pravzaprav vi izdelujete in tudi prodajate izdelke? Ja, odvisno od programov, predvsem igrala plus športna, zunanja športna oprema so primarno javni prostori, ne? Čeprav niso dedicirani, zdaj recimo vseeno 15-20%. Če gre proti zasebnemu sektoru ali pa turističnemu sektoru, recimo, ne. In ta delež bi tudi želeli povečevati. Zato, ker je mogoče včasih ta naš interaktivni del, kjer povezujemo tudi z IoT, odnosno tele napredne tehnologije, mogoče za zasebni sektor bolj zanimivo, odnosno bolj razumejo, kot pa v public sektoru, kjer se še zaenkrat postavljajo samo zadeve, dostikrat zato, da so, ne. Funkcionalnost je tista, ki je tu odločilna z našega vidika, no. Kako pa pri vas v hiši poteka v bistvu ta proces, da izdelate sam izdelek oziroma igralo, pa v kateri fazi že vključite standard? Že takoj na začetku, pri planiranju ali šele potem pri sami proizvodnji, kdaj je pač ključno, da se standard vključi? Tako smo rekli zdaj, to je tudi en
taki problem, recimo, ne vem, če poznate, Mariborska strojna fakulteta ima en oddelek dizajna. In ta zgodba mi je blazno všeč, zato ker so prišli na ta študenti strojništva, so šli na dizajn drugem. To je včasih mogoče malo moteče, odnosno lahko omejuje domišljijo po drugi strani, pa ne gre v tisto neskončno, ker ti ljudje že malo razmišljajo vseeno o izvedljivosti. In recimo, če imamo mi konkretno naročilo pa tak dalje, pa zdaj, ko se lotevamo razvoja, definitivno takoj že imamo tiste ključne točke standarda. Ker je pozneje to malo težko, ne želimo pa, ker dosti dizajno delamo z zunanjimi, ne vem, tudi študenti, pa tak dalje, takrat iščemo popolnoma domišljije in jih poskušamo sprostiti, recimo. Dali smo tudi taki razpis, da naredite mi senco, ne senčnik, ampak senco. Totalno spuščena domišljija in v drugi fazi potem pač začne zapirati ali pa reči, ok, to bo ostalo milijon, tega se ne moramo iti, ne. No, je pa super tudi to, da mlade vključujete, da študente vključujete. To je dobro, tisti saj, nekateri imajo pravo veselje in to je pravo užitek gledati, recimo. Pa drugačni pristopi so tudi verjeten, mladi imajo čist nek drug mindset, že tudi pristop, tako da sigurno lahko prinesejo svežino, pa ko združite znanje, pa svežino je pol nekak recept za uspeha, ne? Vedno. Zdaj omenila sva standard SIST EN 1176. Vaša igrala so tudi certificirana po tem standardu, če se ne motim. A uporabljate še kakšen drug standard? To je tisti, ki sem ga jaz videla na igralih. Tri zaradi programskih, odnosno zato, ker ponujamo program športne opreme zunaj, je ta SIST 16, ki je že 1176, ja. 1663 nič. Aha, imate še tega? Je potem potem pa so tudi za plezalne stene 12572, Potem so še pa taki dodatki, kot so za plezalne oprimke, ali pa eden je za materijale, kjer moraš paziti pač, ker se v nekem trenutku ali pa na trgu se najdejo razne umetni materijali, ki pa so se v tem izkazali za kritične. In jih moraš pač izločiti, če gre za otroška igrala, ne. Tako da je kar neki kompleks tega, ne. Za ene stvari se prepletajo, ne, ene se izključujejo, kar je včasih malo smešno. Pri konceptualni nastavitvi celotnega igrišča, kjer bi si želeli, da gre za vse generacije in poskušaš postaviti res od najmlajših do mladincev, do starejših. Naletiš na en štos, ki se mu reče, da imaš pri fitnessu, zunanjem fitnessu omejitev 14 let, ne, odnosno višino. In moraš pač to koncipirati za postavitvijo. Se pravi, čeprav razumem, se tudi s tem delom ukvarjate, tudi zunanje fitness opreme, niso samo igrala, je veliko več od tega. Zdaj je to še praktično malo več, kot pa samo igrala. Kaj pa vam v bistvu, vam kot direktorju podjetja pomeni, da ste certificirani po standardu? No, se pravim, dobro, marsikdo, to se pač marsikje, saj tudi drugi standardi, če gledamo recimo 14,000 pa tak dalje, ne, bi rekel, da v proizvodnji ne zdaj rešilna bilka, ampak ko se enkrat postane to dobra praksa, potem je to konkurenčna prednost, odnosno ti šteje nekaj. Na drugi strani pa je vseeno, čeprav zakonodaja ne eksplicitno določa, da moraš biti po tem standardu, ampak po težavah ali nesreči so pa glavoboli, če tega ni, ne. Tako da to je obvezno, ne, v tem kontekstu. In tu so težave z upravljalci, ki ne razumejo, da so tisti trenutek, ko smo mi prevzeli, oni prevzeli to zgodbo tudi za standarde. Mi smo še vedno vzadje, pomagamo, imamo sistem, kjer lahko uporabnik direktno povzroča, poroča nazaj o napakah ali bilo kaj. To nam je tudi bilo veliki izziv.
Pa se vam standardi zdijo zakomplicirani? Zdaj, standardi so kar konkretni dokumenti, veliko je nekih informacij. A se vam zdi zakomplicirano, ker velikokrat dobimo na SIS-u v bistvu feedback, da so standardi nerazumljivi, da je veliko nekih strokovnih izrazov. Kako bi vi v bistvu to komentirali? Se vam zdi... Jaz bi priporočil takim, da se pač to ne bere kot roman. Ne? Ta zgodba se bere iz primera do primera, odnosno, ko si tam in ker si noter, ker razumeš osnovo, potem vidiš, da standard govori v normalnem jeziku. Če si padalec, pa preletiš to, pa začneš brati na suho, potem to zna biti dolgočasno, pa naporno, recimo, ne? Ampak, ne vem, tam, ker ravno ta standard 67 ima vzadi razdeljeno po raznih napravah tudi, ne, podsektorje, ki so recimo tako specifične, kot so gugalnice, recimo, ki so tudi ena najbolj nevarnih zadev, ne. In je super, da je to tako razdeljeno. Če so se že vrnile na ta standard, kaj sploh določa še? Omenili ste zdaj gugalnice, kaj recimo ta standard, če poleg gugalnic zajema? V začetku je pač čisto splošno, na kar moraš paziti, ne, in ena stvar je, to so same naprave, kot take, kot jaz vem, razmiki, razno ujemanje prstov, rok, glave, ne, razmiki med prečkami, tretje, to je vse treba paziti. Vsaka malenkost. In tu je napisano in to je super zadeva, ker je to izhajalo iz dobre prakse, da se ne rabimo mi izmišljati tega. To je res tista koristna zgodba, ki bi bilo drugače težje. Ne? Potem pa imaš takoj z napravo, pa imaš povezano varnostno podlago, ki je včasih še pomembnejša, ne? In tudi postavitev, kar se nažalost malo izigrava. Ne? In nekdo, ki ne razume. Ja, naprava nosi certifikat, je certificirana po standardu, medtem ko ga postaviš, pa ni več to, zato ker je ključno, kako je ta zadeva umeščena v okolje. In takrat nastanejo v bistvu težave. Ne? Vidim, vi imate kar nekaj znanja na področju standardov, so vam kar domači. Zanima me glede sodelovanja v tehničnih odborih. Ste kdaj razmišljali, da bi se vi ali pa nekdo iz vašega podjetja vključili v sodelovanje in v bistvu sodelovali pri samem privzemu, pri oblikovanju konec koncev nacionalnih standardov tudi? Ja, smo, se pravim, tako smo že v prejšnji časi, ko sem še bil v informatiki, smo bili zraven v nekih odborih, ampak nismo nekih formalnih funkcij, ampak zelo rad pa sem pomagal s tistimi, če smo naleteli na dileme in tule vidim isto, kar nekaj dilem, recimo, ki standard malo dvoumno ali pa jih pozneje različno interpretiramo. Zato, ker tudi delamo z večjimi certifikacijskimi hišami in vidim, da so interpretacije zelo različne včasih. In to sploh ni tako enostavno, ne. Pozneje na koncu se moraš ti odločiti, ne. Nihče ti ne reče čudežnega recepta, na kaki način to rešiti. V standardu pa ne more pisati za vse kejze, ne. In je tako, kot vsaka strokovna literatura pa tako razlaga primere, ne, ampak interpretacija pa potem nekega znalca, nekdo, ki razume, lahko to interpretira. Ne. Zdaj, malo smo omenila, pa tudi zdaj ste v zadnjem odgovoru omenili certifikate in certificiranje po standardih. Kako to pravzaprav poteka pri vas? Vi izdelate neki izdelek in ga potem imeli smo že tudi take primere, pa zdaj pred kratkim, točno zaradi umestitve, recimo, ker je dostikrat problem neki obstoječ prostor in tako dalje in smo takoj, ko smo zadevo sestavljali, smo bili z certifikatorjem na vezi, da smo razdelovali dizajn plus varovala na strani izven igrišča praktično, na kaki način lahko maksimalno izkoristimo prostor in da ostane varen, recimo, ne. Da vgradimo recimo na zid, na strani je bil zid, ki bi zahteval odmik najmanj 2,5 metra, recimo, ne. To je bilo ogromno prostora, kaj lahko naredimo, da prijemo bližje, recimo, ne. In dve ideji sta bile, eno so blazine, eno pa recimo steklo, polikarbonatno steklo, ne, ki omogoča zdrs, ne.
zdrs je tudi zanimiva zgodba. Okay. Vi pač seveda s proizvodnjo svojih izdelkov skrbite za varnost teh izdelkov igral. Kaj je pa recimo na strani starša in samega otroka? Na kaj morajo biti previdni? Oziroma, kaj morajo paziti, da ne bi prišlo do kakšne nesreče oziroma poškodbe? Tu lahko filozofiramo, nekaj bom zagotovo rekel, kar mogoče se naj vsi strinjali, pa je to, da mogoče prevečkrat slišim, da ne boš padel. Ne? Jaz pa mislim, da otrok mora pasti, ker če bi pri mojih letih prvič padel, potem ne vem, če bi se lahko vstal še več. Ne? Ja. To meni mora se naučiti pasti. Je pa res opajene, ene zgodbe, recimo plezalne stene, ne? To gledam. Ko so malčki, ko so dejansko v tistem tam zraven, me groza stisne, ko je starejši starš zraven, pa otrok pod steno, zgore pa plezajo, deca recimo. Ne? In takih zadev enostavno ne moreš preprečiti, če ni, ker je logika tudi, da take mali na tem brez staršev ne bi smeli biti. Ne? In take zadeve vemolja, ali pa tobogan spodaj, recimo, da taki 3-4 leten otrok se postavi pri to, ker so potem deca tam pri 12 letih, recimo, da jih je več, pa se igrajo, takrat je to najbolj nevarno. Ne? Sej tudi verjetno ti vsa opozorila, ki so na igriščih, niso zastonj, ne? Ja, so z razlogom. V redu, zdaj, če pretiravamo tako s prometnimi znaki, potem jih nišče ne gleda. Ne? Tako, to je res, ja. Pa dobite kdaj kakšne povratne informacije z terena? Ne vem, če se recimo kaj zgodi, vam lahko starši ali inšpektori, kdo je v bistvu tisti, ki vam da povratno informacijo? Vam pravim, naredili smo tak ali tak čisto po peso, če bi rekli tako, vsaka naprava mora biti identificirana, ima identifikacijo in potem je tam neki kontakt, ponavadi ena tabla, ki pa je v prvi fazi do upravitelja, ne? Da če je karkoli narobe, njemu. Mi smo vgradili, da je z barkodo dostop do aplikacije, ker lahko vsak uporabnik da takoj povratno informacijo nazaj. In to smo že kar nekajkrat dobili, ne? Da je bila raztrgana mreža, da je, ne vem, vrv štrlijo neki deli ali kaj takega. Ne? In kako potem ukrepate? Ja, ali rešujemo mi, odnosno v vsakem primeru v povezavi z upraviteljem, ne? Ker tudi upravitelj bi moral to gledati, ampak to je spet vzgoja, ki traja. Ja. Eno je zavest, zdaj smo imeli primer, ne? Ki sem 2 leti govoril, glej, vsaj enkrat na leto je treba pač upraviti skladnost, Ni bilo posluha do nedavnega, ko se je zgodila pri sosedih nesreča, sreča ne pri nas, ampak pri sosedih. Ne? Zdaj pa že rase malo, ampak to ni vredo, ne? Boljša je preventiva. Tako, definitivno. Dokler se nekaj ne zgodi, noben ni prav preveč pozoren na to zadevo. Točno. Še dobro, da se učimo. Ne, ampak včasih so tako smešni, to ne moreš verjeti. Mislim, do kakih primerov lahko prije, recimo, ta gospod certifikator prinesel, da se je v certificiran tobogan se zakajljal otrok, da so ga mogli gasilci rezati ven, da so ga dobili. To si težko predstavljaš, ampak recimo, kaj je vse možno. Ja. Ni domišljije dovolj. Kaj pa potem pri razvoju novih izdelkov? Potem tudi upoštevate ta priporočila oziroma te feedbacke od staršev, z terena, skratka? Tisto, kar smo se naučili, to je vedno zlata vredno, recimo, ne, da pazimo, se pravim. In takrat tudi standard ne vedno opisuje. Ena od takih zgodb, ki me muči, je tudi recimo ravnotežnostne plošče, pa gredi, ne. Vse naprave, ki spodbujajo, odnosno forsirajo ravnotežje. Ampak to so idealne za pace, one tudi spodbujajo pace. Okay. In to pomeni, da je zdaj tista okolica zlata vredna, da je vredno nastavljena. In če gledamo samo strogi standard,
je malo nežen, če bi mene vprašali na takem področju. No, to bi bilo pa ključno, da bi sodelovali v tehničnem odboru, da v bistvu tudi vi lahko konec koncev iz prakse direktno prispevate svoje znanje. Standard govori o višini paca hic, če ste slišali, ne? In je to vse osnova, da se planiraš, ne? Zdaj pa imaš ravnotežno ploščo, ki ima 0,50 do metra, pa praktično ne bi rabo nobene varnostne podlage. Halo? Nekaj ne špila to, ne? Ni logično, ja. No, jaz upam, da boste se priključili kakšnemu tehničnemu odboru in tudi svoje dragoceno znanje s terena, predvsem tudi prinesel v odbor. Če se malo vrneva tudi na samo proizvodnjo in vaše izdelke, katere materiale vi največ uporabljate? Je to les, je kovina ali je čisto različno? Ja, v osnovi tudi zagovarjamo heterogenost materijalov zaradi tega, ker pač ima vsak svoje zlate lastnosti in jaz mislim, da forsiranje samo enega ni najbolj pametno. Ne? To, kar se dostikrat dogaja pri lesu, smo videli in upam dokazati tudi norije v bistvu. No? Okay. In mi smo pa, ker izhajamo iz Taluma, ki je bil proizvajalec aluminija, mi smo takrat inkubatorske sisteme vzgajali zaradi tega, da bi razvili neke proizvode za končne produkte, ne? Ker vemo, da Talum je bil na prvi, drugi stopnji predelave, recimo. Ne? In zato smo tudi vzeli aluminij kot osnovo takrat. Ne? In še danes imamo kot nosilne elemente, večinoma forsiramo aluminij. Zato nas imajo Primorci radi, ker nimajo nobenih problemov potem. Ne? Drugot je še to vedno malo fama, čeprav se razbija. Videli smo pa to, recimo, da vseh težkih področji klimatskih razmeri, recimo severnjaki, Avstralci, pa tako pa aluminij že dolgo domačen, recimo. Ja. Potem pa naslednji je inox, ker aluminij pa nerjavno jeklo gre sta skupaj, navadno jeklo neravno, ne? Tako da se ga v redkost, ne rekel, da ga imamo v nulo, ampak zelo redko ga uporabljamo. No? Les, razne oblike, večinoma forsiramo domačega, če se le da. Dejstvo je, da je, kako se že reče, Robinija, zakon, ampak je treba spet smiselno umeščati kam katerega in tudi te vezane plošče dobro zaščitene, to predvsem forsiramo in nadomeščamo plastiko za tem. Ker plastika je naslednja, ki je čisto v rezervne varianti, ki jo umeščamo. Se plastika bolj malo uporablja? Če ni eksplicitno zahtevana, se praktično zognemo. Kaj pa te varnostne podlage, od katerih smo govorili, iz kakšnih materijala so one? Predvsem je to okolje, ne, kam zadevo postavljamo, odnosno tudi od uporabnikov. Ne. Medtem, ko so tele zunanji fitnesi, odnosno ulična vadba, se mi zdi idealno prodec, ne. Okay. Ker je kot udarna zadeva, zaščitna zadeva dejansko najboljši. Boljši kot katerakoli guma. Ne? To malo fiziko, lahko se to dokaže, recimo. Ne? Plus cenovno ugoden, edino sredi mesta ali pa sredi nekega zaprtega parka so problemi, ker deca pač to radi imajo peskovnik. Plus razna sranja, če mečejo steklenice pa taka noter, ne. To je veliki minus, ampak to na ruralnih področjih praktično nismo opazili, recimo, no. Ne vem, zunaj to vzdrži, drugače še pa tele travne plošče tudi forsiramo, ker se nam zdi, da je brez veze tisto uničiti in imamo travo zraven kot in popolnoma zadovolji temu. A pa so vse podlage oziroma varnostne zahteve za podlage opredeljene v standardu, ki so ga preomenila, SIS-EN 176, pokriva prav vse? Posebna lestvica je, ki pač tam je enodimenzijska tabela praktično, ki se na ta višino paca nanaša, ne? In potem imaš tudi varnostne podlage, ki ima standardizirane ali pa predpisane, višina proca, recimo, ne? Višina gume, plus kvaliteta gume, s tem, da se tudi tu zdaj nekaj že dogaja.
Zdaj so prišle ven plošče, ki imajo bistveno boljše lastnosti, kot so imeli tiste kompaktne, recimo, ne. To so narebričane na spodnji strani in je dejansko fenomenalno, kaj so dosegli, recimo 6-centimetrskimi, ne. Gre za to, da ni takega udarca, ki bi lomal, še vedno možna poškodba, jasno, samo ne kar tak, no. Razumem. Pa vi, recimo, ko pač izdelek prodate, a ga potem tudi redno vzdržujete, ne vem, če pride nova zahteva, ali bodisi zakonska, bodisi, ne vem, da je določeno v standardu, da je treba nekaj drugače narediti, potem tudi že obstoječe izdelke spreminjate oziroma svetujete strankam, da bi bilo dobro, ali ne? Zakonodajno še nismo v takih primerov, zato ker še vidimo ogromno igrišč, ki so, kaj te jaz vem, izpred 20 let, recimo, ki niti slučajno niso več skladna z današnjimi standardi, ne, ki so zadnji so 2018 in pa niso šli v to. Zato, ker mogoče tudi preživi tisto, če imaš dobrega upravitelja, ne. Zdaj, mi vzdrževanje seveda ni problem, samo mi ne moramo siliti. Recimo letni pregled je tisti, kar je v bistvu najbolj zakonodajno merodajen, recimo, ne, in bi ga morali res vsi izvajati, pa ga ne. Ponudimo na začetku, super je, da eni pridejo že takoj, ob inštalaciji se že dogovorimo, kako bo tempo, kako bo izgledali ti pregledi in tako dalje. Zato tudi takrat cenijo to, da jim damo software, da lažje verificirajo, spremljajo to, kaj se dogaja. Tudi dnevnike na koncu lahko imajo tu, ne, če se karkoli zgodi. Kaj pa glede na vse trende v zadnjih letih, obstajajo tudi kakšna digitalna igrala pri vas? Je to tudi določeno v standardu ali standard tega ne pokriva? Zdaj, standardi se kar počasi razvijajo, obaviva, prej ste omenili tudi, da je zadnji iz leta 2018, zdaj smo že 2025, kar je že 7 let. Ne vem, a je že določeno kaj, ali se pričakuje, da bo? Spet smo v kombinatorike, ne, kar je po svoje logično, pa ni, ne, zato ker tam, ki je dober presojevalna agencija, tudi tu moramo vedeti, da so kvalitete, ne, od 1 do 5 presojevalci. In tisti ta dobri to razumejo in bojo pač skombinirali z ostalimi zadevami, recimo. Ne, ker mi imamo ogromno zadev, ki se napaja avtonomne zadeve z sončnimi celicami, ne. In zadevo moraš preveriti, odnosno dokažeš, da je napetost od to do igrala kjerkoli ni večja od 24 voltov, recimo, no. Ne? Delamo z 12 ali pa 24 voltnimi, to se naredijo tehničari, naredijo pregled in dobiš papir zraven. In s tem papirom greš za tem klasičnim standardom, klasiko. Na tak način se zdaj kombinira, ne. Tisti, ki niso na tem nivoju, vprašanje, če to gledajo, ne, odnosno kaj naredijo, ne vem. Res ne vem, generalno, ker vidim svašta. Dajva samo en primer digitalnih igral. Katera so tiste digitalne igrala? Recimo, mi imamo tule v BTC-ju, vse tudi na letalu smo vgradili neko zadevo, ki je generator toka pa lučke. V BTC-ju na drugi lokaciji pa taki plezalni stolpiček, kjer ima sončne celice, ki napajajo ledike plus neke senzore, ker lahko igraš interaktivno igro, recimo z lučkami pa tako dalje. Tako da to recimo smo na tak način tu delali. Drugače pa imamo potem interaktivne plezalne stene, kjer imamo celo opremljeno z ledikami. Plus senzori. Kako pa vidite prihodnost otroških igrišč? Mislite, da bo šlo to v smeri seveda digitalizacije najverjetneje, da boste bolj fokus na to področje dali, se bojo počasi začele opuščati klasična igrala, kot so, ne vem, gugalnice, tobogani? Ja, tako sem rekel, mi smo tudi vizionarsko takrat šli v vizijo, ko smo začeli 2017, smo se napisali to, da gremo v interaktivne zgodbe, glede na to, da smo računalniški friki pa tako dalje, normalno verjamemo v to,
Tretja stvar, mogoče najpomembnejše, kar dosti krat me kritizirajo, ne, zato, ker kaj boš pa zdaj malo igralo z mobitelom, ne. Jaz trdim, da tega otrokom ne moramo več vzeti. Zdaj pa, če vi veste drugo, potem boste drugače reševali. Če pa to imam, pa ga jaz poskušam z tega virtualnega sveta spraviti na fiziko. To je naša filozofija in da poskušamo na tak način razvijati tudi celo zgodbo. No. Zanimivo. Ne vem, če ste slišali za SIS-tovo pobudo, prej sva malo menila tudi, da študente vi vključujete. SIS tudi organizira jesensko šolo standardizacije, kjer učimo v bistvu o standardih, kako se standardi implementirajo v proizvodne procese. Zakaj se vam zdi pomembno, da take pobude pravzaprav sploh obstajajo? Pa tudi z vašega vidika, zakaj se vam zdi pomembno, da vi vključujete mlade? Verjetno zaradi svežine, zaradi ideja in še kaj takega, kar je v bistvu zelo pomembno, kar dobite od mladih. Dobro, saj dosti krat recimo grejo zadeve mimo, niso zdaj tiste, kaj bi pričakoval, pa ne moreš to ciljno programirati vedno, ampak kot izziv pa način razmišljanja, ne vem, samega sebe, da poslušaš, kako si ga zmotiviral, stimuliral, ne? Čisto preprosto, resno. To je bilo na Aluoju, smo imeli take projekte in so skupine naredile, mislim, na blizu 20 raznih projektov. Ena od teh je bila recimo dostava, e-trgovine kot izziv, naslednji izziv je dostava, kako to reševati. In mi smo že pred 10 leti imeli take omarce, ko zdaj vidite, da to ven prihajajo. Ne? In v tem kontekstu so razvijali, tako sem rekel, senca, moj večni izziv, recimo, ne. To marela je katastrofa od sence, če mene vprašate in vemo zakaj. Zakaj je drevo najboljše. In standardi, da ga navadiš, da to ni tisto suhoparno zgodbo, mogoče tudi kot matematika, fizika, ne. Če si samo to preskočil, pa ne znaš to v naravo preslikati, kar nažalost marsikateri učitelj ne zna, potem je to neka abstraktna zadeva, ki pa mi nismo dohtari za to. Ne? In zato je standard dobro, da mu pokažeš, da je to, da lahko ima določeno bližnico, ne rabi izumljati vsega. Ali pa mene vse spraševati, recimo. Ne? Skupek dobre prakse, če jo znaš brati. Gospod Albert, vas mogoče lahko vidimo na letošnji jesenski šoli standardizacije, da z vašega vidika poveste, kako pravzaprav vi implementirate standarde. Jesene. To je že hudo daleč. No, kar dajte si datum v koledar, 12. 13. november, pa mogoče lahko poveste tudi kaj z vašega vidika. Se mi zdi, da tudi ta digitalna igrala, da to bi znalo biti kar zanimivo, pa lahko mogoče vključimo, če boste seveda zainteresirani o tem, se bova seveda slišala in dogovorila. Pa preden zaključiva, me zanima, kaj bi vi svetoval ne vem, recimo občini ali arhitektu ali nekomu, ki bi pa želel postaviti, narediti igrala. Kaj je tisto, kar je ključno, da upoštevajo, seveda vezano za standarde? Tudi za standarde, seveda samo izhodišče mora v vsakem primeru biti funkcionalnost, kar pa žalostno ni, ne. Veliko krat nekaj preskakujemo, ne. Zato je super poslušati tudi. Na tak način bi se mogoče lahko ustvarila tudi obojestranska komunikacija, ker bi starejši ali pa tudi mladina predlagali svoje, kaj si takrat želijo. In enostavno standardi bi lahko bili kot pripomoček, da se jim tudi razloži, na kaj vse moraš gledati. Lahko preskočite recimo nekaj z domišljijo, ampak še vedno upoštevajte to, da boste pa varni. Varnost je tista, ki v bistvu standardi postavljajo v ospredje. Ja, mora biti, zato ker umetne strukture so nekaj drugega. Veste, da smo včasih plezali samo po drevesih, ne? Ampak drevo je imelo tudi fenomenalne zgodbe, no. Res, da je to bila neka razpršena struktura, neke druge, tu se pa delajo neke umetne strukture, ki se enostavno to pozablja in največje nevarnosti so teh nasadov ali pa oprijemov, recimo, ne, da se lomljajo prste, roke. Ja, sej, kakor sva rekla, standardi res postavljajo v ospredje varnost pa kakovost konec koncev izdelkov in zato je ključno tudi za nas, da predstavimo, da standardi so povsod in res zagotavljajo tisto, kar je v bistvu
glavno in pomembno. Zdaj pa mogoče še kakšna zaključna beseda na temo standardov in vašega dela. Mogoče poziv podjetjem, ki si želijo delati tako delo, proizvajati igrala, kako se v bistvu lotiti, na kakšen način? Mi uporabljamo, ne vem, kar smo razvijali tudi kar neke nove zadeve, pa tako smo se lotili, odnosno se sposodili en koncept, ki se mu reče design thinking. Po slovensko bi to težko prevajal, ker bo bolj moteče po mojem kot ta original, ampak v bistvu gre za komplementarni razvojni cikl, ne gre za linearni postopek in v tem kontekstu so vsi gradniki, od dizajnerja, od uporabnikov, bodočih, sedanjih, recimo, ki dajejo idejo, popravke in v tem ciklu je seveda standard še pa še, ker se v vsaki fazi bi moralo iti skozi, ne? Kako bi prišlo do spremembe nove ideje, morali pač standard prečekirati, da ni potem bolečin. Kot so že rekla. V tem kontekstu. Boljše preventiva kot kurativa. Gospod Albert, najlepša hvala za vaše odgovore, za vaše gostovanje in upam, da se vidimo novembra na jesenski šoli. Ok. Hvala. Boste sporočili. Hvala.